Gledate oddajo Klepet ob kavi. Drage gledalke in cenjeni gledalci, kako vam je bila všeč ta tišina? Marsikomu ne, in tudi nama pravzaprav ni bilo tole nič luštno. Sicer malo sva se malo pogledala, ampak zelo nezainteresirano. In kako pravzaprav lahko povezujemo tišino s samomorilnostjo in kakšna je vloga pri tem nam bo danes razložil psihiater, psihoterapevt in komunikolog dr. Željko Čurič. Lepo pozdravljeni. Hvala lepa. Torej, za začetek je tišina nekak glavni razlog, vzrok, da nekoga pravzaprav nasadimo seme samomorilnosti? Ne vem, obstaja sum, da ravno kulture, ravno družbe, ki uporabljajo tišino, če rečemo aktivno tišino, ignoriranje, da ravno pri njih so številke bistveno višje kot pri kulturah, družbah ali narodih, ki to uporabljajo bistveno manj. Po kakšnem smislu bi lahko vi rekli, torej zdaj se bomo osredotočili seveda na starševstvo, na starša in otroka. Kje se v bistvu poraja ta problem? Kakšna ignoranca je pravzaprav slaba ignoranca? Vsakršna? Če je zmenjena, po principu, zdaj bova naredila 5 minut pauze, pa ti greš premisliti, jaz grem premisliti ali midva greva premisliti, to ni ignoranca. Ignoranca je, ko prekineš komunikacijo in se obnašaš, kot da druga stran ne obstaja. In kaj se takrat pravzaprav v otroku dogaja? Pa če pomislite, koliko je otrok star, a je to star 12, 6, 3, najbolj občutljivo območje je tisto od 0 do 3,5. Takrat pedopsihiatri pravijo, da se praktično konča vzgoja otroka. Da je že do takrat zgodba in sprogramirana in sproducirana na način, da zelo pogosto prva 3 leta otroku definirajo usodo. Prosim, da besedo usodo razumete malo pod narekovajih, ampak praktično mu definirajo, kako bo doživel, kako doživlja sebe, kako doživlja druge, kako doživlja svet, v katerem živi. Kaj pa recimo zdaj, če v teh 3 letih po eni strani naredimo vse super za otroka, ga lahko še vedno poškodujemo v prihajajočih letih in obratno. Če smo torej 3 leta katastrofalen starš, lahko še vedno otroka kasneje rešujemo, če se tega zavemo. Ne vem točno, kaj pomeni vse super, ker vzgoja mora biti prilagojena. Vsakemu in posamezniku. otroku, in družini, in obliki, in družbi, pogosto religiji, pogosto kulturi. Jaz ne verjamem, da obstaja idealna vzgoja. Res je. Imam občutek, da obstaja vzgoja, ki otroku najbolj omogoča, da bo živel kreativno, polno, da se bo pri tem počutil zadovoljno, pogosto srečno, da bo znal kompenzirati to, da se počuti nezadovoljen, da zna biti frustriran, da se ne počuti slabo, če ga drugi zavrnejo, da zna prenesti ne, da se zna veseliti dajem. Nekaj takega je ena zdrava mešanica. In tukaj je tudi malo bingo na temo genetike, kakšen genetski material dobiš, malo je tudi bingo na temo medosebnih odnosov, ne pozabite, tudi midva komunicirava pred otroci, kar zelo vpliva na otroka. Ampak praktično enkrat je programiranje, pod narekovajih programiranje končano, in takrat otrok dobi en psihološki zemljevid, na podlagi katerega se znajde v svetu, kje živi. In kaj je idealen zemljevid, to je Sokrata že napovedano, tisti, ki je v kontaktu z dejstvi. Tisti, ki omogoča otroku, da dejstvo prepozna, da ga razume in da naredi sklep, kaj je vzrok in kaj je posledica. In da na podlagi tega naredi zdrave življenjske odločitve. Prej ste omenili genetiko. V kolikšni meri lahko trdite, je povezana s samomorilnostjo? Ne vem, to poznajo genetiki. Eni pravijo, da zelo, eni pravijo, probajo odkriti gen za samomorilnost. Ne vem, če so ga našli. Kaj pa v vaši praksi, recimo, ste se že srečali s kakšnim primerom, kjer so v bistvu imeli recimo oseba znake in razmišlja o samomorilnosti, pa je morda to storil pred njim njegov oče ali pa dedek? Pri psihiatričnih bolezni nikoli ne veš, kaj je vzrok in posledice. Se pravi, obstaja nekaj, kar se reče indukcija. Pomeni, da otrok, ki odrašča v družini, ki ima psihotična starša ali psihotičnega starša, obstaja šansa, da se pri njemu tudi pojavijo znaki. A je to zdaj genetika ali je inducirano s tem, da odrašča z njimi, pa počasi prevzame modele, ki jih imajo starši, pa zaradi tega pride do kompenzacije, nismo se do konca zmenili. Kaj pa odsotnost očeta? Še nekaj. Ja. Družini alkoholika je velika šansa, da postane otrok alkoholik. In zdaj ne vemo, zakaj. A je to genetika ali enostavno zaradi tega, ko odrašča in pobira vzorce alkoholikov, ki so zelo tipični. Vzorci, ker večinoma, realno, če pomislimo, nihče si ne bi recimo želel imeti take družine, glede na to, da je sam videl, v bistvu, kako destruktivna je, v kateri Recimo tem odrašča. tako. Odsotnost očeta ste rekli, lahko vpliva, lahko ne. Vi imate uničene družine, ki so otroci odraščali kar v redu.
Zanima me recimo odsotnost, ne v fizičnem, ampak v tem pomenu, a veste, oče je zraven, pa ga pravzaprav ni, ne. Torej, na nek način lahko to jemljemo kot ignoranco. Pač očetje so zelo preobremenjeni danes, potem so tukaj še tablice, telefoni, njihove misli o karieri, službi in tako naprej. In otroka se mi zdi malo potiskajo, ne, na stranski tir. Je to veliko škodo otroku? Da vas nekaj upozorim. Mi smo se šele zdaj začeli ukvarjati z otroci, govorimo o očetih. Oče je prej šel delati, je poskrbel, da je hrana na mizi in je pričakoval, da ima mir, ko pride utrujen zvečer domov. Nismo si mi to zmislili. Očetje so vedno bili zasedeni. Vedno so bili nekam ali na njivi ali v vojni, pa ga ni bilo 1 leto, pa ga ni bilo 12 ur in ko so prišli, se je pričakovalo, da oče ima mir. Ampak je hrana bila na mizi, otroci so bili na varnem, mamica je bila srečna, da je prišel mož nazaj, se je kdo pogovarjal, mogoče ona dva med sabo, oče je tukaj bil, da kaznuje, ker najbolj pogosto so tradicionalno očetje dali 2 poriti, če je mamica rekla, ja, ta ni bil priden. Tako da so očetje vedno bili nagnjeni k eni določeni tišini. No, zdaj ste ravno omenili recimo tudi to straho spoštovanje, ki so ga otroci čutili do očetov. Danes pravzaprav tega ni več, ne? Pa danes probamo pridobiti spoštovanje. Ne pozabite, če vas otrok boji, se bo začel izogibati komunikaciji. Če vas spoštuje, bo komunikacije vesel, ampak tudi bo vesel takrat, ko vam ima povedati kaj neprijetnega. Prvi znak je, da vas otrok v resnici ima rad pospoštuje, da je sposoben odpreti neprijetno temo in se pri tem oba počutiva še vedno v redu, še vedno sva oče, sin, oče, hčera. Kako pa recimo, zdaj ko ravno govorijo o samomorilnosti, kako prepoznati recimo neke znake pri svojem otroku? Pa mene že ful moti, ko slišim, sorry, kar živim. Nekaj časa je to bilo kar v trendu. Meni ta stavek niti mal ni všeč. Zakaj ravno to otrok uporablja, tudi če se heca, tudi če malo provocira, zakaj uporablja nekaj, kar negira njegovo življenje? Ker moramo se najprej zmeniti. Otrok ima ontološko pravico po življenju. Tukaj sploh nimamo dilem. To potrjuje religija, kultura, vera, znanost, ampak vsako pravico ti lahko en odvzame ali ti je prepove. Jaz redno opozarjam starše. Previdno s komunikacijo, vsaka komunikacija ima strateški cilj, tudi takrat, ko je se ne zavedaš. In jih opozarjam. Ignoriranje oblika komunikacije, ki ima cilj. Kako cilj? Ni to takrat, ko ni komunikacija. Ja, komunikacija je in ima cilj. In je cilj, da otrok dogotovi, da ga ni. Zdaj imate paradoks. Ne govorim s tabo, delam se, kot da te ni in ti praktično pošiljam strateško sporočilo. Boljše je, da te ni. Ali te ni. Kaj se zdaj zgodi v glavi otroka? Če prevzame pomembnost takega sporočila, ne pozabite, najina sporočila kot mama, oče, so za otroka, to je božja beseda, to je zakon, to je sveto, to njemu definira realnost in zdaj naenkrat iz ust tega, recimo tem Boga ali boginje, dobi tebe trenutno ni. In je problem, da otrok zelo hitro in kmalu prevzame krivdo nase. Otroci zelo hitro ugotovijo, da so oni krivi za ločitev, da so oni krivi, ker sestrica ne spi, da so oni krivi, ker se mi dva kregava. Zelo hitro to naredijo. In zdaj naenkrat imajo smrtno obtožbo. In na koncu rečejo, ja, boljše je, da me ni. In te se psihiatriji kot koncept reče zgodnja samomorilska odločitev, ki zelo pogosto gre v podzavest in tam naredi tik. Imamo tempirano bombo. Torej imamo bombo, tako, ja. Imamo tempirano bombo, ki se lahko sproži pri prvem večjem pomembnem stresu. Oziroma distresu. To je lahko neuspeh v šoli. To je lahko slaba ocena. To je lahko slabo mnenje tete v vrtcu. To je lahko neuspeh v službi. Ker imate paradoks. Pride gospod iz službe, reče, sem dobil odpoved in ga najdeš jutri viset. Se vprašaš, čakaj malo, pa kaj bi se zgodilo? Pa reče, da pa nič, mi imamo dovolj denara, jaz še delam, mama da zdrava pa zakaj se je ubijo? In to je ta nelogičnost, ki moti psihiatre, psihoterapeute, pa zakaj se je ubijo? Jaz razumem, po pravici vam povem, koga, ki ne more več prenašati bolečin, ki mu medicina ne more. Je probal vse, probal alternativo, probajo šamane in ne more več, pravi stari, jaz bi šel. Jaz ga razumem. In to je predmet eutanazije. Ampak to, ki imaš zdravega, mladega, sposobnega, kompetentnega, ga najdeš viset, pa spustil za sabo 2 otroka pa ženo. In oni 3 so na smrt zmedeni. Kaj se je z očetom zgodilo? Ja, verjetno se je kaj iz zgodnjega otroštva aktiviralo in je naenkrat začutil, boljše je, da me ni. Ali še hujše, ne zaslužim si živeti. Ali še hujše, moje življenje nima nobenega smisla več.
Ja, tale tempirana bomba je očitno res izjemno nevarna in se lahko kadarkoli pokaže. Deva se ustaviti v obdobju pubertete. Takrat so pubertetniki smo bili zelo pogumni na besedah, zelo veliko smo grozili staršem in seveda vse živo metali pod obraz. Tudi kakšna samomorilna je kdaj padla. Ali ne to starši jemljajo resno in ali kako je zdaj s tem? Ker takrat se veste, pubertetniki so klasa zase, ne? Malo izzivamo takrat, ne? Jaz to vzamem smrtno resno. Smrtno resno? Okay. Že sama tema me zaintrigira, zakaj uporablja take stavke. Zaradi tega sem rekel, sorry, ker živim, da mi je že malo, čakaj malo, pa se slišijo že učitelju, to nisem reči. Ja, zakaj to? Zakaj mi ne reče, sorry, ker sem lep? Ja. Tako da ti heci na to temo so kulturološki in meni je prvi znak, zakaj ravno odpirajo tole temo. Jaz sem tukaj zelo previden. In ne pozabite, da sodobna pedopsihiatrija in psihiatrija pravi, poskus je samomora že takrat, ko začne kdo omenjati samomor. Prej smo rekli, to je sam apel, pust. Ja, 12 apelov, pa se 13 ubije. Nismo uspeli. Jaz sem tukaj zelo previden in ko zaslišim take teme, takoj so vsa čutila odprta, čakaj malo, kaj se dogaja. Kar je najhujše, on ne ve, kaj se bo dogajalo. To, kar slišimo od odraslih, ponavadi slišimo, ja, moje življenje nima nobenega smisla več. Pred mano je vse črno. Nima več zakaj živeti. In ko pogledaš v njegovem življenju, v njegovem življenju je lahko vse v redu urejeno, razen te malenkosti, da je dobil odpoved. Razen tega, da je doživel osebni bankrot. Razen tega, da mu ni uspelo razen tega je vse ok. Ampak v tem trenutku ne vidi nič in zaradi tega se reče, da je samomor povezan ponavadi z obupom. Ja. Breznadjem. Oseba naenkrat doživi, da vse skupaj nima nobenega smisla. 98% obupov v človeški družbi so iracionalni. Sem dobil slabo oceno, moje življenje nima nobenega smisla. To dvoje Marsovec ne bo nikoli razumel. Moje življenje nima nobenega smisla, kar mi grozi življenjska katastrofa, ki nas bo tako se pobila. Ja, razumem. Ja. Moje življenje nima nobenega smisla, mi grozi, da me bojo sovražniki ujeli, mučili in na koncu ubili. Jaz to razumem. Na fronti sem srečeval take samomore. Ampak ko slišiš, stari nima več zakaj živeti. Stari, kaj je bilo? Samo ostal brez službe. Včeraj je dobila slabo. To sem vse slišal v praksi. In potem je vsaki se moram jezik ugriznemo in rečem, daj lepo te prosim. Tega ne rečem seveda, probam razumeti. In ponavadi ga peljem do tega, da samo ugotovi, da je to, kar govori, iracionalno, nepovezano z realnosti. Kaj pa depresija, recimo? Lahko depresija privede do samomorilnosti, kljub temu, da morda v otroštvu torej te tempirane bombe nismo takrat sprožili, ne? Ni bila sprožena. Poglejte, depresijo zelo pogosto zamešamo z žalostjo in žalovanjem. To, da se kdo začasno, kdo trenutno poslavlja s čem ali s kom, ni depresija. In tukaj zelo pogosto naše kolege družinski že malo odreagirajo, pa kaj, če damo malo kakšen antidepresiv. Depresija ima svoje, standarde, ki jih mora pacient ali mi sami, če smo depresivni, zadovoljiti, ampak je zelo pogosto povezana z samookrivljanjem. Recimo, kdaj pri starših sem zelo previden, ko se zgodi kaj otroku. Logična reakcija je, da si žalosten. To pravijo, da je ena od najbolj neprijetnih žalosti, ki jih lahko doživi, če se kaj zgodi otroku. Prvi moment, da diši po depresiji, je, ko slišim, da se mame, posebej mame, začnejo okrivljati za izgubo. To je že signal. Iz tega ne bo žalovanje, lahko bo kmalu zabredlo depresijo. Se pravi, žalovanje plus samookrivljanje. Zelo pogosto tudi sprožijo samosovraštvo, kar lahko pripelje do samodestrukcije. In tako da jaz sem pri sebi in pri drugih zelo previden. Ja, zgubila si, kako se počutiš? Kako ga pogrešam. Sanja, jok, v redu, super. Veš kaj, malo sem premislila, jaz sem uplačala tale izlet. In to sem slišal milijonekrat, da se ljudi počutijo krivi, kar je hčera ali sin imel tako drugačno nesrečo na ekskurziji. Jaz sem ga pustila, jaz sem uplačala. Ali še hujše, jaz sem plačala vozniški izpit. Vse živo sem slišal. In takrat imaš hudo vojno, da prideš do... Gospa, a ste res vi odgovorna ali kriva za to? Tukaj
religija ima boljše. Greš spovedi, pa ti da kazen, pa dobiš Tako. odpustke. Drugi, ki nimajo tega, morajo to vse skupaj prebaviti. Sami sprocesirati. Žal, občasno prebava ne uspe in pride do samodestrukcije. In ko smo ravno pri prebavi, tudi črevo je izjemnega pomena, ko govorimo o psihičnem delovanju človeka, zato si poglejmo, kaj je na to temo povedala certificirana nutricionistka Jelena Dimitrijevič. In veliko psihiatrov danes, tisti, ki so bolj razgledani, dela te povezave in oziroma tudi zdravi črevesje svojih pacientov, ki imajo recimo depresijo, anksioznosti, različne druge psihične težave, ker vse to, kar se dogaja v našem črevesju, vpliva tudi na naše možgane, tudi na samo aktivacijo določenih hormonov v našem telesu, pa tudi ta primanjkljaj se lahko zgodi serotonina, kar vemo, to pelje tudi v depresijo. Se pravi, psihiater, zdaj to mogoče malo tako rečeno, a ne? Ampak ima realno osnovo to, da Seveda. psihiater namesto da ti antidepresive predpiše, bi ti mogel probiotike. Tako je. Probiotike, pa tudi kakšno kuro, recimo, ki je antiparazitna, če se želimo znebiti kakšnih parazitov. Točno ja. to. Tako, midva z doktorjem Željkom sva seveda nazaj. Povejte mi, prosim, kakšne so številke? Nekje sem sledila, da smo imeli v Sloveniji celo tudi do 2 samomora na dan. Se je znalo zgoditi s tem, da je treba pri tem upoštevati te čudne prometne nesreče. Čudne? Prometna policija zna povedati, ponavadi piše v poročilu, iz neznanega vzroka je naenkrat zavijo na levo stran in si zabijo v nasprot vozeč tovornjak. Tudi v tunelih ne so zelo pogosti. V tunelih se točno ve na Primorskem, kateri steber in s katero hitrostjo se mora zaleteti in da moraš odklopiti blazine. To sem slišal vse v živo. Točno ti povejo, pri 12. stebru 100 km. Tako da je pri nas tehnologija, kako se ubiti, zelo razvita. Tu ste imeli nekaj časa websajte, ki so zdaj, Resno. ali so šli na dark internet, ne vem, ki je točno pisalo navodilo, kako se ubiti. Tako da ta zgodba je pri nas tehnološko zelo razvita. Zdaj število samomorov pravite, da upada? Ponavadi decembra poskoč, januarja poskoč, februarja se malo miri, potem Kaj pa je pridejo... zdaj december, januar? Kaj se dogaja? Zakaj? Ja, december so evalvacije. Torej, celoletno kaj se... Seštevamo sote in ponavadi narediš, če narediš, sebi v škodo. Potem pridejo komparacije, primerjave. Kako tebi bistveno boljše gre, kako so drugi si srečni razen mene. Ja, pogledal nisi imajo urejene partnerstva, jaz nimam nobenega, sama. Januar je ponavadi razočaranje. Naredimo novoletne obljube, naredimo načrte plane, že 20. januarja ugotovim, da se ne držim ne tega. Bom imel spet še eno zelo slabo, neprijetno leto. In takrat se ponavadi začnejo te zgodbe. Samo obtoževanja, samo okrivljanja in določena oblika črnogledosti. In to so ponavadi tisti, ko ponavadi je več klicev, več poskusov in tako naprej. Kako pa resno pa ne vzamemo, a veste, kdaj pravijo, joj, ta pa sam pozornost hoče, pa skozi govori, da se v fentu, pa tudi še prav bo njem pa skozi govori. To so seveda stvari, o kateri jaz ne bi tako zlahka imala, verjetno tudi vi ne? Govor je smrtno resno. Ja, ne. Jaz sem takrat, bi rekel, popolnoma pozoren, kaj se dogaja in probam ugotoviti. Ker, ko sem že povedal, že samo odpiranje takih tem je nekaj, kar govori, da je tako profiliran. Kaj pa, če se nekdo pač odloči, zdaj ne vem, kako pravzaprav vi sploh pridete, ker zdaj, če nekdo se odloči, da bo torej končal svoje življenje, potem najbrž ne želi vaše pomoči v končni fazi, ne? Vseeno koga prepričate v nasprotno? Šansa, da rešite osebo, ki ima 100% odločitev, je zanemarljiva. Če ste mogoče slučajno zraven, pa ga loviš v zraku. Joja. Jaz sem se tudi pogajal s samomorilci, tako da imam te izkušnje. Moja šansa je, da je še vedno v notranji dilemi. En del njega je, da se ubije, ampak obstaja še eno jedro, ki pravi, ne bom, mogoče ne bom ali ne bom, če. In jaz kot pogajalec takrat preletim in se dam na tole stran, ki ne bi. In probam skozi komunikacijo ojačati ta del psihe, da prevzame kontrolo. Že imamo kontrolo, ko je pride na 40%. Takrat že reče, ok, dajmo. Pa se umakne z okna, ni več na tirih, nima repetirano pištolo. In tukaj pogajalci iščemo, praktično sodelujemo pri njegovi notranji dilemi. Žal, če je 100% odločitev, šansa, da kaj naredimo, je tudi na zaprtem oddelku. Minimalno, zanemarljiva. Takrat je popolnoma upravičeno osebo imobilizirati, dati zdravila, da pride skozi tole fazo, ampak to so zelo zoprne zgodbe. Kaj se pa potem, mislim, človek lahko ozdravi od teh nagnanj? Lahko? Če govorimo za odraslo osebo. Če mene vprašate, idealna je psihoterapija, ampak je ključno vprašanje, na čem ona dela.
redko kdo pride pa reče pozdravite me zaradi samomorilnosti. Tako da zelo pogosto pridemo do tega, da so ljudje črnogledi, kronično pesimistični, kronično obupani, kronično do tega, da v principu nekje, če pije ena korenina, ištrli, pravi, boljše je, da ne ni. Najlepša hvala za tale pogovor.